Srakina sobotna veselica. Vse blesti, se v soju vseh luči, naletava prvi snik, neslišno po bregih bližajo se praznične noči, bliže vsi smo si te noči. Božični večer v srcih poraja nemir, glasno zvonovi pojo, polnoč naznanjajo. Božični večer sem naj prinese spet mir, vsak naj ljubezni spet čuti dotik. Naj zvoni zvonovi na to božično noč. Bam, 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 bam. Naj zvoni zvonovi na to božično noč. Bam, 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 bam. Naj zvoni vso noč. Vse poti prekril je snik, snežinke na dlaneh. Božič je poslovil tiho se, bliža spet novo leto se. Silvestrska noč, striga od steni molči, koliko skromnih daril srečo prinese ti. Silvestrska noč, ura odšteva polnoč, želje ovite so v majhno skrivnost. Naj zvoni zvonovi na novoletno noč. Bam, 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 bam. Naj zvoni zvonovi na novoletno noč. Bam, 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 bam. Naj zvoni vso 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 noč. Naj zvoni zvonovi, skladbica Lojzeta Slaka. Kot prva v današnji Srakini sobotni veselici
zakaj je bila ravno ta? Ja, najbolje, da povprašamo našega nocojšnjega gosta. Z nami je naš stari znanec, prijatelj, velik poznavalec Lojzeta Slaka, njegove glasbe, seveda tudi priznani pisec besedil za narodno zabavno glasbo. Nič ne bomo kot mačka okoli vrele kaše. Franci Smrekar, dobrodošli spet pri nas v studiu Radia Sraka. Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot ste lepo dejali, skladba Naj zvonovi, da smo začeli s prvo, kako bi lahko drugače, s čudovito skladbo ansambla Lojzeta Slaka. Res, da so božični zvonovi že počasi utihnili, ampak na koncu pa lepo pravi, Silvester se bliža in na novoletno noč bodo zagotovo zazvoneli tudi novoletni zvonovi, tako da mislim, da je pravilna skladba, ki sva jo s dragim voditeljem Darkotom zbrala za prvo v nocojšnjem večeru. Drugače pa bodo čisto vse skladbe nocojšnjega večera posvečene ansamblu Lojzeta Slaka. Zakaj pa ne? Kar nekaj dogodkov jubileju je bilo letos v zvezi z Lojzetom Slakom. Zakaj se ne bi mi še v zadnji Srakini veselici v letošnjem letu ozrli skozi pregled dogajanja letošnjega leta in Franci, lahko začneva že tamle čisto na začetku. Mnogi se sprašujejo in Lojzeta Slaka vsi poznajo. Kdo je sploh njemu harmoniko v roke porinil? Kako se vse skupaj sploh začelo? Ja, lepo ste dejali tako, da je res najlepše, da začnemo z zgodbo Lojzeta Slaka, ansambla Lojzeta Slaka. Namreč sem bil vaš gost, skoraj čas neizmerno beži. 20. januarja bo minilo prihodnje leto, eno leto, namreč letošnje leto se je 16. januarja pred 50 leti poslovil zlati glas Fantos Parapata in ansambla Lojzeta Slaka Jože Šifrar. Letos pa obeležujemo tudi 60 let Slakove glasbe. Hkrati pa, o tem tudi kasneje, smo na Praprotnem 13. julija odkrili spominsko obeležje Fantoms Praprotna in nova predstavitev knjige avtorice Anice Levstek, tudi o tem v nadaljevanju, in tako da mislim, da je kar nekaj dogodkov, ki so povezani s tem, da je prav. Zato zahvala Radio Sraka, da smo povabili, in mislim, da lepše ne bomo mogli zaključiti zadnje Srakine veselice kot prav z ansamblom Lojzeta Slaka, saj ljubitelji Slakove glasbe in domače narodno zabavne vedo, da je ansambl Lojzeta Slaka skupaj s legendarnimi Avseniki najbolj zaznamoval to zvrst glasbe. Kot ste me vprašali, kako se je vse skupaj začelo. Namreč, omenili ste Mali in pa Jordankalu. Res, da se je Lojze rodil na Jordankalu, vendar, ker je še Lojzetu ni bilo eno leto, njegova mama zbolela, so se odločili, da malega Lojzka dajo za nekaj časa k stari mami, staremu očetu na Mali Kal. Tukaj na Malem Kalu sta bila takrat stric Ludvik in stric Lojze, no konkretno stric Lojze je oče od knjige Anice Levstek, ki jo je napisala, ko sem že prej omenil. No in tako da skratka oba sta bila odlična ljudska godca in mali Lojze, ki je že poslušal te čudovito igranje na harmoniko. No, še ni bilo Lojzetu 3 leta, ko se je njegova mama malce upomogla, bi rekel, od bolezni, in so izrazili željo, da se Lojze vrne na Jordankal. Res so prišli pon, peš je, ne boste verjeli, iz Malega Kala do Jordankala 1 uro hoda. In Lojzek je prišel nazaj, kjer se je rodil, na Jordankal, in 4 dni je samo jokal, nič jedel. Namreč tako je se zaljubil kot že majhen otročiček v tisto harmoniko, da ga je vleklo nazaj, in več čas je ponavljal samo Mali Kal, stric Ludvik in stric Lojze, in so ga morali vrniti nazaj na Mali Kal, ker je skoraj do svojega 20. ali 21. leta preživel, preden je odšel v službo v Ljubljano. Zdaj smo tisto veliko uganko razrešili, Jordankal in Mali Kal. Vprašanje cel kup in Franci, kdaj je bila pa tista presodni, usodni trenutek, ko je za Slakovo glasbo izvedel
še kdo drugi, ne samo udeleženci ohceti porok in zabav v Medni peči. Tako je. Lojze je že kot 15-letni fantič, to je bilo 1947 leta, torej 10 let pred mojim rojstvom, tako da sedaj tudi veste mojo rojstnoletnico. Že kot 15-letni fantič je igral na prvi ohceti. On je zelo rad poslušal te njihove ljudske pevce, pa ljudske tudi godce, tako kot bil je zaljubljen v to domačo glasbo. No in nekoč na neki ohceti je srečal celo Franca Potočarja, njegov sin je imel dolgo leta svoj ansambl Franca Potočarja s Podlipškimi fanti, tako da je Lojze je oboževal tudi njega, ker je zelo lepo igral na base, pa tudi strica Ludvika. No in tako da skratka Lojze je hotel to vse skupaj izpopolniti in na neki način je hotel tudi to, da ne bi to ostalo samo v domačem kraju. Zavedal se je, čeprav je bila takrat frajtovnaca, kakor je po domače imenuje, ali diatonična harmonika zapostavljena, da si zasluži, da z njo prodre tudi naprej. Namreč prijavil se je na oddajo Pokaži, kaj znaš, Radia Ljubljana, in takrat je že z njim nastopal Franci Sever in Niko Zlobko. Na tej oddaji so zmagali, no in kasneje na eni izmed teh oddaj so se srečali s fanti z Praprotna in se je začela skupna pot. Lepo. Ano, Niko Zlobko pa z njim torej že od prvega začetka. Ja, od prvega začetka čisto ne, je še bilo kar jih nekaj, ker oni so imeli najprej ansambl bratov Slak, v tem ansamblu so igrali Lojze na harmoniko, Tone na trobento, Matija na klarinet in pa Stanko na kontrabas. No, fantje so eden za drugim odhajali k vojakom, no, konkretno pol je ansambl bratov Slak razpadel in takrat se je pridružil Lojzetu seveda Niko Zlobko, ki prihaja z naših koncev, iz brežiškega konca, in pa Franci Sever, ki sta bila odlična glasbenika, kot mi je zadnjič kdo dejal, tako lepo kitara in pa bariton ali kakor hočete bas, je tisto, kar da pravi ritem, tako kot so pri Avseniku dejali pravi ritem Levček in pa Mik Sos, tako je to bilo pri Slaku Niko Zlobko in Franci Sever je bil božanski glasbenik tudi, no, in ker se je Lojze napajal o tej ljudski glasbi, je že kot tudi mlad fantič igral, kot sem rekel, kdaj s kakšnimi navasi, klarinetisti in kitaristi, in tako da skratka je bila ena izmed njegovih prvih skladb Žužemberska polka, pa predlagam, da jo poslušamo. Tako, kjer bomo lahko občudovali tudi klarinet in Nika Zlobka. Tako, in bariton Francija Severja. Zelo znana Žužemberska polka. Kdo je pa ne zna zažvižgati? Tako je.
Srakina sobotna veselica na valovih Radia Sraka, kje pa drugje. In zanimiv pogovor z našim današnjim gostom, Francis Smrekar, priznani pisec, besedil slovenske narodno-zabavne glasbe in velik poznavalec glasbe in zgodovine ansambla Lojzeta Slaka. Lepo sva začela z začetki zabav ohceti porok v Mirnopeški dolini Lojzeta Slaka. Lepo sva se premaknila tudi prve tiste uradne nastope pred mikrofone in snemanja, kjer je Franci nam lepo povedal, kako je z njegovima rojakoma vse skupaj se začelo. Kaj pa, to je bila Žužemberkovsko polko, smo slišali, kaj pa, kdaj se je pa začelo prepevanje pri ansamblu Lojzeta Slaka? Tako je. Lojze je namreč videl, da je Ivan Malavašič vsestranski glasbenik, saj je bil pritrkovalec, vodil je pevske zbore, skratka čudovit človek, na orgle je igral v cerkvi, vodil nič koliko, kot se rekel, zborov, slikar je bil, pesmi, romane je pisal, se je prijavil v Kmečkem glasu, je bil na razpis za nove pesmi in Ivan je objavil pesem Domači vasici. Tole pesem je Lojze videl, bila mu je izredno všeč in jo je uglasbil tudi in seveda s tole pesmijo je tudi zmagal in tako je bila prva vokalno-instrumentalna skladba ansambla Lojzeta Slaka Domači vasici. No, Ivan Malavašič konkretno je kar nekaj lepih pesmi napisal, predvsem je bil to čudovit človek, kot sem že prej omenil, takih hudomušnih je imel, Poštar, kdo jih ne pozna, Pouhar, Šmentano dekle, sosedo Francl in še mnoge druge, je pa znal pisati tudi tenkočutna besedila, kot je tista Senjak, po gozdu se tiho sprehaja Senjak, jo vsi poznate, in pa eno izmed najlepših pesmi je namenil tudi svoji materi, ki pravi, naslov pesmi je Tvoje oči, lasje srebrno se blastijo, zgarane tvoje so dlani in na obrazu tvojem gube sledovi žalosti skrbi. Tako da skratka, ena čudovita pesem in predlagam, kaj ti tole pesem, kot sem že prej omenil, Domači vasici, jo pogosto slišimo, mogoče pa tole Tvoje oči manjkrat, pa da bi jo kar v spomin, saj se je letos marca meseca minilo 5 let od slovesa tega čudovitega ustvarjalca iz Podlipe pri Vrhniki. Franci, in vsi skupaj si lahko zapomnimo, kaj ne, da Domači vasici, prva pesem, prvi posnetek, kjer je prva avtorska skladba in kjer so lepo prepevali. Tako je. Pa mi bomo pa prisluhnili Malavašičevi, pravzaprav Slakovi je napisal, Lojze Slak uglasbil Tvoje oči. Tako je. Lasje srebrno se blestijo, zgarane tvoje so dlani in na obrazu tvojem gube sledovi žalosti skrbi. V očih pa kot nekdaj dobrota, ljubezen topla iz njih žari. Na svetu lepše ni podobe kot mama tvoje so oči. Solica ti že
sila, počasen truden je korak, upognjen tvoj hrbet je mama, tvoj delavnik je bil težak, očeh pa kot nekdaj dobrota, ljubezen topla iz njih žari. Na svetu lepše ni podobe, kot mama tvoje so oči. Na svetu lepše ni podobe, kot mama tvoje so oči. Zrakina sobotna veselica tvoje oči, na besedilo Ivana Malavašiča je Lojzja Slak napisal prekrasen valček. Franci Smrekar, poznavalec glasbe Lojzeta Slaka in zgodovine ansambla, je nocoj z nami v Zrakini sobotni veselici. Franci, Ivan Malavašič pa daleč od tega, da bi bil edini, ki je pisal pesmi za Lojzeta Slaka. Kako se je pa razvijal Lojzja Slak na tem področju? Tako je, lepo ste to vprašali. Namreč prva plošča, to je bila mala plošča, ki je tudi nosila naslov Domači vasici. Na te so bile 4 skladbe, od tega ne boste verjeli 3 samo inštrumentalne in edina vokalna inštrumentalna Domači vasici. Kasneje so, prej sem že omenil Franca Potočarja, dobili v roke odlično skladbo, to je pa delo, to pa moram povedati, besedilo in glasba Franca Potočarja, Kadar pa mi hišce grem, izdali veliko ploščo, tako da to je bil res en veliki dosežek za Slaka, da so s to skladbo, mislim, da so jo Zlati naklade že prodali, to je torej velika plošča, da so ugotovili, da je lepo, da je, če ti konkretno igraš in poješ ljudske pesmi, ampak da to ni dovolj, da je treba imeti tudi svoje skladbe, tako so začeli poleg Ivana Malavašiča, ko smo ga že omenili, sodelovati s samimi najboljši tekstopisci na področju narodno-zabavne glasbe, seveda v tistih zlatih časih, ko jih jaz imenujem. Če tukaj omenim še Vero Kumprejo, pa Marjana Stareta, Jožico Slaparjevo, Fani Požekovo, ki je kot 15-letno dekle, to mnogi vemo, napisala prvo besedilo z naslovom Dešelica sonca in grozdja, pa seveda tudi kasneje Ivan Sivec, ki je napisal največ pesmi za Slake, hkrati pa tudi 2 knjigi, ena nosi naslov En godec nam gode in pa druga Moje plošče so moje knjige. Lepo so napredovali, kolikor se spomnim, še kolikor jaz vem, so plošče deževale kar ena za drugo. Danes bi si skoraj da težko predstavljali ansambel, ki bi bil tako plodovit z toliko novimi pismimi, vse se je hitro vrtelo, ampak 10. obletnica in jubilejni koncert ni prinesel samo veselja. Res je, v enem letu so včasih kasneje izdali tudi po 2 plošči. Kot ste omenili, pripravljali so se k jubilejnemu koncertu ob 10. obletnici delovanja ansambla Lojzeta Slaka. Kot lahko smo že prej slišali, 1964. leta so se združili fantje s Praprotna s Slakom in 74. leta naj bi imeli svoj slavnostni koncert. Žal je tu usoda posegla, Jože se je namreč 16. januarja 74. leta le streljaj, mogoče 1-2 km pred Praprotnim, smrtno ponesrečil in fantje so bili popolnoma na tleh, niso več sami vedeli, kaj storiti, ali bi nadaljevali svojo pot ali ne. Potem pa čez čas so se srečali z Vilkom Avsenikom, eni vejo, da je tudi Avsenik, brat Slavka Avsenika, in jim je Vilko tako lepo dejal: dragi fantje, z jokom Jožeta ne boste priklicali več nazaj.
Žal je usoda ga vzela in ga ne bo nikoli več vrnila. Vi ste tako na čudoviti poti, da morate to zgodbo nadaljevati. Ne iščite Jožeta, se ga ne boste našli, ampak iščite nekoga, ki se bo kot drugi tenorist odlično ujel ali pobarval, kot znamo reči v glasbenem žargonu, z Andrejem, in sem vesel, da so to našli v Francijo Rebeniku. Ja, takrat to je bil. Malo kdo je verjel, kaj ne, malo kdo je verjel takrat, da se bodo tako ubrani glasovi zopet postavili na noge brez Jožeta Šifrerja. Ja, res je tako, da skratka. No in ko smo že pri tem, da se tudi, čeprav smo se, kot sem že prej omenil, 20. januarja letošnje leto spomnili po zaslugi seveda Radia Sraka v enourni oddaji, prav je, da se ga tudi danes spomnimo, in ena izmed skoraj zadnjih pesmi, če ne celo zadnja, ki jo je Jože posnel skupaj z fanti s Praprotna, žalostna nosi naslov, ko prišla bom pomlad, ko da je čutil, da se njegovo življenje izteka. Pa ji prisluhnimo spominom na velikega pevca. Ko prišla bo pomlad, jaz čakal bi jo rad. Zavriskal bom juhej, pa vejnike v roki, saj mi se zanašamo na svoje roki. Ko pride pa jesen, takrat sem jaz vesel. Bom hodil gorco brat, bom nosil brinte rad in sočke nalival si bodem takrat. Bom hodil gorco brat, bom nosil brinte rad in sočke nalival si bodem takrat. Prišla bo zima mraz, to bo veselja čas. Bom za pečjo sedel, cigare bom kadil in sladkega vinca se bodem napil. Ko pride grenka smrt, moj hramček bo zaprt. V grobu bom počival, srce si bom hladil in sladkega vinca ne bodem več pil. V grobu bom počival, srce si bom hladil in sladkega vinca ne bodem več pil. Da, pretresljivo besedilo, če vemo, kaj se je zgodilo kasneje. Zlati glas, to pa res. V Srakini sobotni veselici bomo izvedeli še kaj več. Franci Smrekar nam bo povedal, tako kot nam je že povedal, da zaradi Vilka Ovsenika so se fantje s Praprotne ansambla Lojzeta Slaka pobrali in našli gospoda Rebernika kot zamenjavo za Šifrerja. Franci,
izmed 2 milijona Slovencev so našli Rebernika. To mislim, kot bi iskal iglo v kopicu sena, se mi zdi. Tako je, res je. Jaz rečem vedno znova, da tako dobre zamenjave, to vrzeli, če se je žal to zgodilo, da je otihnil zlati glas Jožeta. Tudi Franci je imel zlati glas, pa tudi Andrej. To je nekaj nenormalnega, da v ansamblu, da imaš ti tako 3 dobre ali odlične božanske tenoriste, to zlepa ne najdeš. Mislim, da je to neponovljivo. No in Francija so namreč, če sem dobro seznanjen, mislim, da je informacija prava, da je prišlo na audicijo čez 100 raznih pevcev, ampak z nobenim nekaj posebej je bilo dobri, ni bilo nekaj posebej, niso bili zadovoljni. Pol je pa Lojze nekega dne z Ivanko po kosilu pil kavo in slišal, takrat je še bil Radio Ljubljana, Francije Rebernika, kako je pel eno izmed popevk. Namreč Franciji je bil prvo popevkar, tega glasbeniki, mislim, poslušalci, ljubitelji pa poslušalci Slakove glasbe ne vedo, je bil odličen, se je tudi nekaj nagrad tudi po bivši Jugoslaviji prejel, no in mogoče določeni poznate tisto njegovo tako lepo Vinska cesta, ki jo je pa napisal Mariborčan Jože Kreže. Ljubitelji narodno-zabavne glasbe ste zagotovo slišali za ansambl Jožeta Krežeta. Jože je bil namreč slep, kot 9-letni fantič se je s igranjem z granato poškodoval, vendar je bil vseeno aktiven, no in pesem, konkretno besedilo in glasbo za Vinsko cesto, ki je Franciji tako lepo pel, je napisal Jože Kreže, pa Franci je še pel določene druge popevke, mogoče jih se kdo spominja, Tanjo ali pa Bo pomlad prišla. No in ko sta ga z Ivanko slišala Lojze in Ivanka, je Lojze takoj poklical na Radio Ljubljana in poprašal, kdo je ta pevc. Povedali so, da je to Franci Rebernik, no pol so nekako zvedeli, da nastopa v enem izmed hotelov v Kranjski Gori. Lojze in Niko sta se usedla v avto, ga poslušala kar nekaj časa, bila sta zelo navdušena nad njegovim petjem, povedala sta mu, po kaj sta prišla, ga povabila na audicijo, zagotovo, da je z lahkoto opraviti tisto audicijo in tako se je že 75. leta pol pričela pot ansambla Lojzeta Slaka s Francijem Rebernikom. Kdo pa ne pozna tistih njegovih čistih sol, Popotnik, Ne prižigaj luči, Zlata cesta z morja, Naša domovina, Raj pod Triglavom. Kolikor mi je znano, mislim, da je kar 40 njegovih prečudovitih sol v vseh tih 40 letih, kar je sodeloval s Slaki. In ali, pa verjetno Lojze Slak ni poslušal samo Rebernika, verjetno so se trudili že prej, kaj? Ja, zagotovo, tako da na vsak način. No, in kot sem že prej omenil, namreč Francije, zelo lepo so mu ležali valjčki, je pa tudi med drugim zelo v mnogih skladbah polk izstopa in ena izmed takih je tudi Mlada ženka, pa predlagam, da jo slišimo. Dobro, da nisem rabil poslušati na audiciji 100 ostalih kandidatov, ki so jih morali poslušati Lojze Slak in seveda Zlobko prav gotovo zraven. Zdaj lepa Mlada ženka, ravno prava pesmica za ta veseli prednovoletni čas. December. Ženka, mlada ženka, sama je nocoj, v krčmi možek stiska, spet kozaček svoj. Le kaj si mislila, ko pred oltar si šla, le sladka mu beseda, kdo ta je bila. Besed zdaj lepih ni, sami za vse razoči, on pa s kozačkom spi, na zdravlje drugi ljubici, cin, 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 v krčmi svet pa
si cin, 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 se veseli. Sosed, mladi sosed, tiho bodi zdaj, le za menoj postopaš, lažeš da je kraj. Misliš pa samo na mojo posteljo, me vidno zapeljuješ, govori sladko. Moj može bliže ga, lagati pa ne zna, še danes starne se, saj ljubi mene le, la 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 la. Oj sosed srečno, pot la 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 la, oj ti falo. La 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 la, oj sosed srečno, pot la 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 la, oj ti falo. Tako lepo nam je predlagal naš nocojšnji gost Franci Smrekar z tole mlado ženko. Franci, že prej ste rekli, ne samo zlati glas Jožeta Šifrarja, teh glasov med fanti s Praprotna bi se lahko kar prepirali, kateri je bolj zlat, drugi srebrn, tretji dragocen na druge načine. Ampak eden pa še prepeva. Tako je, hvala Bogu, da je še z nami. To je tretji zlati glas, tenorist, govorim tudi kasneje, da bomo še omenili basiste, ki je še, hvala Bogu, še vedno danes z nami. 30. novembra je praznoval 86. rojstni dan. Andrej prihaja iz Svetega Tomaža nad Praprotnim. Skupaj so še kot fantje, najstniki peli v zboru Bukovica, ki ga je vodil Franc Potočnik, tudi z Jožetom Šifrarjem, in pa da ne pozabim tukaj omeniti, kar si zasluži zagotovo, so tudi vredno, da jih omenimo, trije odlični basisti, to so bili Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc, ki so prav tako zaznamovali še kako slako glasbo. Saj je treba vedeti, da brez odličnih basistov tudi ni dobrega petja. No in tako da skratka, letošnje leto se je zgodilo to, da je ob 60-letnici ansambla Lojzeta Slaka bilo kar 10 odmevnih koncertov po Sloveniji. Pričeli so 17. oktobra v Mirni Peči, zaključili pa 1. decembra v dvorani Leona Štukla v Novem mestu. In kolikor mi je znano, bo tale koncert prihodnje leto v februarju mesecu tudi na televiziji Slovenija, tako da mislim, da so tudi na ta način zelo lepo obeležili 60 let Slavkove glasbe. Na vseh tih 10 koncertih je bil z njimi, konkretno tukaj so bili naši domačini, če lahko tako imenujem, ansambl Nemir, pa so bili ansambl Akordi, pa so bili, ko pravi Andrej, ki jih najbolj zadanejo, ansambl Glas Božanski, pevci in inštrumentalisti, no pa še tudi nekaj ostali, Slivo Pliberšek in drugi prijatelji so bili, in z njimi je bil na vseh teh koncertih, katere je odlično vodil nečak Lojzeta Slaka, Pol de Pungarčar, je nastopal tudi Andrej Bergant in kot sem zadnjič slišal z ust Poldetovih, da ko se je Andrej pojavil na odru, to ni bilo konca ploskane, s kakim navdušenjem so ga ljudje sprejeli in kako mu še danes glas služi. To je res in včasih,
ko poslušamo tiste, čeprav stari posnetki, mogoče kdo, ki je že malo starejši, bil včasih v studiu, se spomni ali pa ve, kako drugače je izgledalo snemanje pesmi v studiu pred 50-60 leti, ko so prepevali vsi obenem, brez najmanjše, če bila napakica, stoj, smo šli še enkrat. In kakšni so ti posnetki, kakšno je to prepevanje, to gredo včasih kar kocine po koncu. In Andrej, moram kapo dol, takšne glasovne zmožnosti tudi pri 86, seveda niso takšne kot pri 30, ampak enih pri 86 več ni. Andrej pa na 10 koncertih prepeva. Tako je, in to čudovito prepeva, čudovito, tako da skratka res nekaj neponovljivega. In jaz, dragemu prijatelju, ki si upam trditi, da že pol stoletja prijateljujeva, se tudi tikava, želim, naj mu njegov zlati glas še služi mnoga leta, kot je v tej naslednji pesmi, ki jo bomo pravkar slišali, na besedilo Marjana Stareta. Tudi Marjan Stare, se ga mnogi poznate kot odličnega, žal pokojnega tekstopisca, se je napisal tisto najlepšo za avsenike, Slovenija, odkot lepote tvoje. Za Slake jih je kar nekaj napisal, pozdrav z Dolenjske, ker tukaj omenja, ko smo tukaj blizu Trške gore, pa Krko sanjavo, seveda je namenjena tudi Novemu mestu, pa predlagam zlati Andrejev glas in čudovito skladbo Krka sanjava. Ki jo prepevajo prav vsi Slovenci, Dolenjci še posebej. Tako je. No, evo,
Srakina sobotna veselica, pogovor prijeten, poučen in še kaj drugega s Francijem Smrekarjem, priznanim piscem besedil slovenske narodno-zabavne glasbe. Kar sanjava smo navenila nekako Andreju Bergantu, ki že, nažalost, še edini, ki prepeva izmed fantov s Praprotna. Fanti s Praprotna začeli so, da se spomni iz pogovora z njimi pri pevskih zborih, in ta ljubezen do ljudske glasbe jim je ostala, niso pozabili na njo, kljub ogromni obremenitvi in uspehi z novimi pesmimi Lojzeta Slaka. Res je. No, kot ste rekli, da je poučen pogovor, koliko je poučen, to si vsak poslušalec razsodi sam. Zagotovo je poučen za tiste mlajšo generacijo, ki Slako ne poznajo. Mnogi, mogoče si upam trditi celo bolj kot jaz, poznajo to, ampak res je, da se bo marsikaj novega danes povedal tukaj o tej oddaji, zadnji v letošnjem letu o Slakih. Omenili ste, fantje s Praprotna so res pričeli peti kot mladi, 15, 16, 18 let stari fantiči na Bukovici, to je sosedna vas od Praprotna, pod vodstvom sem že prej omenil Franca Potočnika, in do konca svojih dni so ostali zvesti torej ljudski glasbi, zavedali so se, da so iz nje išli, in na vsako ploščo je tako Lojze kot fantje uvrstili so kako ljudsko, tudi Lojze še kar nekaj inštrumentalnih skladb posnel ljudskih, in tudi še enkrat jih je spremljal s harmoniko v petju. No, so pa fantje s Praprotna, če se ne motim, kar 2 ali 3 CD plošče izdali, kjer so same prečudovite ljudske pesmi, na začetku seveda z Jožetom Šifrem soli, na koncu pa s Francijem Rebenikom in Andrejem Bergantom. Tako, na tehle se mi zdi, ali pa prav gotovo, na posnetkih, kjer prepevajo ljudske pesmi brez glasbene spremljave, se mogoče za neuko uho še bolje sliši glasove, prispevek vsakega od njih, njihova vrhunskost in dodelanost. Ja, res je, lepo ste to dejali, pa treba je še, jaz to vedno znova poudarjam, imeli so to srečo, da so se na tako majhnem koščku v eni vasi zbralo toliko čudovitih pevcev. Veste, za mene, jaz pravim, imaš ti lahko danes glasbeno izobrazbo, akademijo, imaš lahko absolutno 100% posluh, vendar, če nimaš tistega glasu, kot so ga imeli fantje s Praprotna, je vse zavan. Vsi niso bili samo fantje s Praprotna, da ne delam krivico tudi ostalim. Poglejte, tudi bratje z Oplotnice so vrhunsko peli, ansambl bratov Poljanšek, če omenim dobre poljske fante, ki so peli pri Francu Fleretu in še kar nekaj takih, je konkretno Modrijani na začetku svoje poti, žal so iskrenili iz poti, če tako rečem, pa ansambl Glas, ki so odlični nadaljevalci Slakove glasbe, in če ti tega nimaš, je vse zaman. In milina tistih zlatih glasov fantov s Praprotna z milino Lojzetove harmonike, tako da človek ne more, tukaj ni pol nobenih razmišljanj, da ne bi uspeli, in uspelo jim je, in mislim, vedno znova poudarjam, da so se zlatimi črkami zapisali v zgodovino narodno-zabavne glasbe, tako kot so se po moji presoji Avseniki na samem začetku, dokler sta z njimi pela Danica Filiplič in Franc Koren, pa seveda tudi Ema Provnik. Fantje s Praprotna so dobili spominsko ploščo. Tako je, letošnje leto, 13. julija, smo ob 60-letnici začetka sodelovanja fantov s Praprotna na mojo pobudo odkrili spominsko obeležje. Na tej plošči je prvotnih 5 pevcev bilo, to so Jože Šifrar, Andrej Bergant, Janez Dolenc, Janez Habjan in Janez Kalan. Jaz sem zelo hvaležen občinama Škofja Loka in občini Železniki, ki sta z navdušenjem obe občini mojo pobudo sprejeli, jo seveda finančno tudi podprli.
No, za tiste, ki tega ne vedo, naj povem, da je Praprotno včasih spadalo pod občino Železnike, danes je to občina Škofja Loka in vse so samo 6 km je Praprotno iz Škofja Loke. Ker, no, še to naj povem, mnogokrat zadnjič nekje berem na Facebooku, na YouTubu, kje pa je to Praprotno. In tudi še določene so prepričani, pravijo, so Dolenci. Ne, Dolenci je bil samo Lojze Slak, pa Niko Zlobko iz Čateža ob Savi, fantje s Praprotno so bili Gorenci, prav tako pa njihov basist Franci Severe, se je prihajal iz Svetega Duha pri Škofji Loki. Tako da skratka, in to smo storili na odkritju te spominske plošče. Naj povem, da so nastopili seveda kdo drugi kot ansambl Glas, krimski vsjaki, ki sem jih prej pozabil omeniti, odlični glasbeniki, instrumentalisti, kako tudi vokalisti in seveda dragi Brane Mešel s svojim sinom. Vedno znova poudarjam, da sta to od pevcev, upam si trditi, dva, ki se najbolj približata zlatemu glasu Jožeta Šifrarja. In naj še povem, to ne boste verjeli, ura je bila 1:30 zjutraj, ko sem zapuščal Praprotno, tako da je bilo božansko, čudovita pogostitev, seveda pol s Andrejem smo še ničkoliko raznih dogodkov obujali in res ostal bo spomin na vse večne čase. No, pa če še eno zgodbo povem, jaz sem v tistem govoru lepo dejal, da bo tukaj zagotovo kdo ostavil svoj korak ali pa svojega konička, se poklonil legendam. Čez 2 dni dobim na Facebooku gospod s Tomosovim motorčkom, evo, pa sem se prišel pokloniti legendam, ali pa pripovedoval mi je Andrej, pravi, slišim pevce, ki poje. Andrej namreč živi z ženo v Kranju, pa poletje je veliko na Praprotnem, sliši pevce, nekdo poje. Gresta ven, bolj se približujete spomeniku, bolj slišite, da se oglašajo neki ubrani glasovi in so se prišli pevci z Poljanske doline pokloniti. No, pa še to pred kratkim, tudi to sem zvedel, da je cel avtobus iz Pohorja, tam za okolice Oplotnice, so se prišli pokloniti tem legendam in verjemite mi, da se bo še marsikdo prišel. Zdaj se bomo pa poklonili mi za Slavčkom. Tako je. Izvolite. Slavček milo je naglašal, pismi mili glas, jaz pod oknom sem jo vprašal, smem prid tebi vas. Milo me je pogledovala in me je zasmehovala, saj nis več moj, a rekla je, saj nis več moj. Slavček drug večer naglašal, pismi mili glas, jaz pa drugi sem jo vprašal, smem prid k tebi vas. Njeno se srce ne gane, trgo kakor prej ostane, a jaz ne grem od okna preč, a jaz ne grem od okna preč. Še enkrat zakliče milo, glej, kak temna noč razprostrila svoje krilo, men zaspat ni moč.
bi človek poslušal in poslušal. V Srakini sobotni veselici poslušamo tudi Francija Smrekarja, ki nam je toliko lepega že povedal. In sicer pa, tako Franci, Lojze Slak je bil muzikant, koliko desetletij je sejal glasbo in dobro voljo, kot vsak pravi muzikant, za razliko s to, da je Lojze Slak glasbo tudi ustvarjal, ne samo igral, tudi ustvarjal in nikoli verjetno ne bomo jo vedeli vsega o njem. Franci, kar trudimo se z različni, se potrudijo z knjigami, z predstavitvami, tako in drugače, muzej Lojzeta Slaka, ampak verjetno vsega nikoli ne bomo vedeli v toliko desetletij kariere, toliko igranjih, toliko doživetih, vsega ne bomo vedeli nikoli. Res je, zagotovo ne. Če sem dobro seznanjen, Lojze je 531 skladb ustvaril v svojem življenju, kot smo že prej slišali, kot 15-letni deček je začel igrati in igral je do konca svojih dni. Nič koliko, kot je rekel, ko bom harmoniko odložil, se bom žal poslovil, tako se je tudi zgodilo. Lojzetu je harmonika in pa glasba pomenila na vse. Kot je zadnjič lepo dejala Ivanka Slakova na predstavitvi knjige, no, še o tem čisto kasneje še nekaj, kolikokrat po noči se je zbudila, pa je videla, da ga ni v postelji, se je splazila v klet, ker so imeli vaje in je vadil, igral, tako da Lojzetu je glasba pomenila vse. Tako da fajn je, da smo tudi pesem posvetili moj muzikant na besedilo Janka Novaka. Gospod je prihajal iz Jesenic, žal je že skoraj 40 let pokojni in je nekaj prečudoviti pesmi napisal za Slaka in kako lepo pravi na harmoniko, mnogo muzikantov igra, tako kot moj fant, pa nobeden ne zna. In res je, Lojze je to čudovito igral in naj bo ta pesem posvečena dragemu Lojzetu tja gor nad Mavrico. Pravemu muzikantu. Res je. Na harmoniko mnogo muzikantov igra, tako kot moj fant, pa nobeden ne zna. Ko potegne svoj dih in zapoje si mi staro mlado povabi na ples. Iz harmonike pesem veselo zveni, v očeh pa poredni pogled mu žari. Odgovoril bi moja si deklica ti, le za tebe srce mi gori. Harmonika polko veselo igra. Pri nas je veselje doma. Pri nas je veselje doma. Na harmoniko mnogo muzikantov igra, tako kot moj fant, pa nobeden ne zna. Ko potegne svoj dih in zapoje si mi staro mlado poji na ples. Iz harmonike pesem veselo zveni, v očeh pa poredni pogled mu žari. Odgovoril bi moja si deklica ti, le za tebe srce mi gori. Harmonika polko veselo igra. Pri nas je veselje doma. Pri nas je veselje doma.
Srakina sobotna veselica. O zgodbi Lojzeta Slaka, o njegovi glasbi se pogovarjamo s Francijem Smrekarjem, muzikant točno lepa, čisto prava za Slaka. Franci, še nekaj, mogoče še nekaj besed o 60-letnici Lojzeta Slaka, delovanja ansambla, koncert, nekaj ste nam že povedali, še kaj? Nekaj pa še bomo. Še nekaj pa še bomo. Ja, tako je. Jaz sem že 20. januarja o 50-letnici smrti Jožeta Šifra pripovedoval, da smo pripravili 2 koncerta, prvega ob 30-letnici njegove smrti, drugega 10 let kasneje, in že takrat sem jaz vabil vaše poslušalce na koncert, ki je res bil 27. aprila v dvorani Levna Štukla v Novem mestu. Nastopilo je 10 odličnih ansamblov, med njimi tudi 8 mladih vokalistov, eden prihaja tukaj izblizu, iz vaše konca Dolenjskih Toplic, Miha Pavlin, ki je že tako lepo pel z ansamblom Opoj pesem Poljanškovo, Kje si očka moj. No, na rokah je nosil poslušalce tudi fant iz Slovenj Gradca, da prav sem povedal, Matija Mrzlovnik Menciger, kot dokaz, da bo ta Slakova glasba in tele glasovi živeli večno. Čisti izkupiček koncerta smo namenili glasbeniku iz Brežic, ki je žal pred 2 letoma pri 38 zbolel za možganskim tumorjem. Operirali so ga v Nemčiji, operacija ne uspela in še kako potrebuje denar za svoje terapije, katere so samoplačniške, in dvorana je bila nabito polna, in mislim, da smo tako najlepše obeležili tudi 50 let smrti Jožeta Šifrarja. Hkrati pa 60 let tudi Slakove glasbe. Tako je. Živeli veliko glasbenikov, novih ansamblov in tudi tistih starih, brez Slakove glasbe ne gre. In kadarkoli, komerkoli, ki je na odru, ali lahko eno Slakovo, lahko jih igrajo 1 uro. Zagotovo, ali pa še več. No, in med tem naj še omenim to, da smo se o tem dogodku spomnili torej Jožeta Šifra, ostali Fantos Parapotna in pa tudi trio Lojzeta Slaka, ali kakor hočete ansambl Lojzeta Slaka, z enim posebnim venčkom, ki smo ga poimenovali venček spominov na Slakove godce in pevce. Na začetku začnemo s Temno nočjo, ki jo ljudska vsi poznamo ali pa poznate, pol se poklonimo v solo Jožetu Šifrarju, pa Andreju Bergantu, pa Franciju Rebeniku, vsem 3 basistom Janezom. Na koncu pa del besedila je tudi izpod mojega peresa, na glasbo odličnega glasbenika Ivana Škratka, ki prihaja z okolice Ponikve, bil je namreč 4. stoletja član ansambla Jožeta Bohorča. Jože Bohorč je občudoval Lojzeta Slaka in je bil tudi odličen godec, in tako sva s Ivanom Škratkom napravila del skladbe, ki je nova, ki na koncu pravi: glasovi mili zlati so tu nekoč bili doma, glas praprotna ponesli na vse strani sveta. A ne to piše na plošči? Ja, tako je. To je bilo, tele verziji so bili Andreju Bergantu tako všeč, ko je to slišal na koncertu v Novem mestu, da me je poprosil, je rekel: Franci, tele verzije bi pa jaz rad imel na plošči. Veste, kakva je to za mene čas, da so lahko moji verziji na Slakovi plošči. Seveda so pa na plošči tudi verziji Andreja Berganta, to je bila prva pesem njihova, za katero je seveda besedilo napisal Andrej Bergant, Sevška dolina, ko pravi: lepa, res lepa je Sevška dolina. Tako da skratka, na eno stran so moje verzije, na drugo stran so pa verzije dragega Andreja Berganta. Kaj pa, še nekaj zanimivega nam boste povedali v tem levenčku. Temna noč se je storila, kaj je bilo s koncem tele pesmice? Ja, spominjam se, da je nekdo v dvorani dejal, ko so ansambl Glas tole pesem končevali: ja, tukaj so se pa fantje zmotili, pa se niso nič zmotili, no, se jih je eden na to opozoril. Namreč poznamo pesem Temna noč se je storila, ne? In na koncu pravi: pesmica se je zgubila, nič več fantje ne pojo, seveda ne, če so tam gor nad Maurico, evo pa še lepo se rima. Zdaj bomo pa sami slišali tale venček.
Ansambl Glas in venček spominov na Slakove pevce in godce.
Posebej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, opravičilce, tale posnetek venčka v živo iz koncerta, posnet tam nekje zadaj, ni tisti najboljši, ampak toliko, da vam pričaramo vzdušje, ki je na takšnih koncertih Slakove glasbe enkratno, obljuba pa. Ko bo skupina Glas posneli tale venček tako, kot se spodobi v studiu, ga bomo zamenjali in mogoče tega v živo ohranili le za spomin. Tako da, spomin, ki bo večno živ na Slakovo glasbo. Franci Smrekar, priznani pisec narodno-zabavnih besedil, je nocoj z nami svojo zgodbo in svoje znanje, svoje izkušnje nam prenaša. Franci, sodelovali ste, sem slišal, na valovih Radia Sraka smo gostili gospo Anico, ki je napisala knjigo o Lojzetu Slaku, je rekla: Franciju Smrekarju se moram zelo zahvaliti za ogromno dobrega, ker ste ji pomagali pri knjigi. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, najprej tudi iskreno opravičilo iz moje strani. Saj ste poslušalci slišali, da se je na začetku nekaj zalomilo. Namreč moj prijatelj Boris je posnal ta posnetek, kot je Darko lepo omenil, fantje še niso storili studijskih posnetkov in danes nam še tukaj nagaja internet in je bilo vse narobe, tako da, spoštovani poslušalci, res opravičilo od naju obeh. Ko bo pa skladba posneta, pa verjemite mi, da ne samo to, se je Radio Sraka vrtil vse mogoče od Slaka, pa ne samo od Slaka. Mislim, da je edina radijska postaja v Sloveniji, ki toliko spoštuje in ljubi to domačo glasbo, da lokalne radijske postaje ni, in upanje moje, da bo še to živelo dolga desetletja. Ja, vprašali ste, kako se je začelo sodelovanje z Anico Levstikovo, avtorice knjige, saj naša zgodba gre nocoj proti koncu. Namreč, kot sem že namreč mi smo tole knjigo, pravzaprav ona je predstavljala tole knjigo, prva predstavitev je bila 23. novembra na Malem Kalu, druga je pa bila 19. decembra v muzeju Lojzeta Slaka, in kot sem že na Malem Kalu dejal, s pokojnim bratom, bila sva namreč enojajčna dvojčka, sva bila 18 let stara, na izletu na Ptuju sva spoznala Lojzeta. Jaz obožujem Ptuj, to je zame eno najlepših skoraj mest v Sloveniji, dobesedno sem zaljubljen van. In eno samo naključje je bilo, da sem poslovno bil na Ptuju in zazvoni telefon in kdo na drugi strani? Anica Levstikova, neznana številka, in mi je tako lepo dejala: gospod Smrekar, vašo številko mi je pa dala Ivanka Slak, in tudi teh besed se spominjam, te sem tudi tam povedal. Če je pa gospa Ivanka dala telefonsko številko, bo pa zagotovo zanimiva zgodba. Povedala mi je, pri 4 leti je to bilo, da pripravlja knjigo o ansamblu Lojzeta Slaka, in gospa Ivanka je tako lepo dejala: največ podatkov o teh koncertih za Šifrerjeve plaketi, pesmi Spomin na pevca še živi, v izvedbi Modrijanu, to ti lahko da samo Franci Smrekar. No, midva se z Anico res kasneje tudi na Malem Kalu srečala. Jaz sem jih natrosil kar nekaj zanimivosti z mojih let, od tega, kako smo že na samem začetku doma spoštovali in radi imeli Slakove glasbe, fante Slakovo glasbo. No, in pol je ugotovila, da jaz res to področje, sej čez dobri 2 leti bo pol stoletja, kar se s tem ukvarjam, da poznam. No, in me prosila za sodelovanje, in vesel sem, da je vsak moj predlog upoštevala in da so noter tudi med pripovedovalci tisti, ki se to zasluži, konkretno Franc Mihelič, Brane Klaužar, Rudi Poljanšek, od Jožeta Bohorča, Braneta Mešla, skratka mnogi, Tonija Verderberja,
Skratka, kako se zdaj spomnim, in zahvala res, da je vse te, ki so še kako prispevali s svojimi ansambli na področju narodne glasbe, da se jih noter omeni, in vesel sem, če še povem tole zgodbo, da smo 23. novembra na Malem Kalu, kot sem že prej na začetku omenil, ker je Lojze odraščal, tam ima tudi spomenik. Simbolično, saj lipa je simbol slovenstva, so fantje posadili lipo. Gospod, ki je bil eden ožjih prijateljev pokojnega Rudija Poljanška iz Tolinske doline, je z svojo skupino sela pri Kamniku, mislim, da so Tomosove legende, če se dobro spomne, se imenujejo, so tudi z motorji prišli in so posadili tole lipo. Župnik Mirno Peški je celo blagoslovil in simbol bo tale lipa tik ob Lojzetovem spomeniku na Malem Kalu še dolga leta cvetela. Če še sam to povem, v tej Barbovi domačiji na Malem Kalu je bila rojena tudi Anica Levstik, torej avtorica te knjige, sestrična Lojzeta Slaka, in pa, kdo ga ni poznal, Marjana Barba, brata od Anice, ki se je pa žal pred 5 leti poslavil. Bil je odličen ljudski godec, odlično je frajtonasto igral. Jaz sem vesel, da danes žena Dragica in pa sin Nejc, ki je zadnjič lepo omenil, to je že 5. rod Barbovi na domačiji glasbenikov, in da se bo ta rod nadaljeval, in predlagam, da na ta simbolični dogodek, ko se je zgodilo, da so posadili lipo, naj še povem to, da so ob posaditvi lipe 3 mladi fantje, eden je vnuk Rudija Poljanška, eden vnuk Jerneja Štrajhara, tega gospoda, ki je lipo prinesel, in še en drug, so tako lepo zaigrali v narodnih nošah pod lipico zeleno. Jaz pa nocoj predlagam, da si eno ljudsko lepo zapojemo, ki je na vasi Lipica. Tukaj pravi kruta sikirica, je lipico posekala, jaz mislim, da jo Nejc ne bo nikoli posekal, da bi rabo za zibek, kot danes v drugi časi, pa jo obudimo v tej prečudoviti skladbi. Kje so zdaj časi, mamica, kje je na vasi Lipica, kjer sva ljubila se mi dva, srečo uživala. Kjer sva ljubila se mi dva, srečo uživala. Kruta sekirca je sekala in je to lipco posekala. Zdaj ni več hladne senčice, zdaj ni več lipice. Zdaj ni več hladne senčice, zdaj ni več lipice. Bila je mala zibelka, njej pa je moja deklica sinkota zibala. Njej pa je moja deklica sinkota zibala. Je sončece, zdaj ni več hladne senčice, da bi se človek odpočil, z ljubco se veseli. Da bi se človek odpočil, z ljubco se veseli.
Zanimivo je zaradi tega, pa sva z nocojšnjim gostom Srakine sobotne veselice, Francijem Semrekarjem, malo podaljšala najin intervju. Zadnje vprašanje, zadnja tema pred slovesom. Franci, za vse tiste, ki jim je bil pogovor zanimiv, za vse tiste, ki bi mogoče radi izvedeli še kaj več, vi veste, v knjigi gospe Anice piše veliko. Knjigi je kar 555, no pravzaprav 556, ampak jaz sem rad vse naokroglo, tako da okrožim strani, fantastično. No, gospa Anica je v vašem studiu o tej knjigi že govorila, zato bi bilo brezpredmetno, pa tudi do poslušalcev ostali, ki si bojo zaželeli glasbene želje, da še jaz to vse skupaj razlagam. Tako da gre za odlično knjigo. Na predstavitvi v muzeju Lojzeta Slaka je bil celo Ivan Sivec, si ga poznate, se je največ pesmi, ko sem že prej omenil, napisal za Slaka. 190 knjig in je bil sam kako navdušen skupaj z ženo Sonjo, da je res Anica upravila vrhunsko delo. Jaz predlagam, če smem reči, knjigo takšno, kot je Anica napisala, bi moral imeti vsak ljubitelj Slakove glasbe. Res je fantastično. Ostalo bo, kot znam reči vedno znova, ko nas več ne bo, bo ostal večen spomin na te zlate glasove ansambla Lojzeta Slaka ali pa Fantos Parapon ali kakor hočete. Tako da skratka, pa naj še povem to, da nekdo danes tako obsežno knjigo napiše za borih 39 evrov pa pol, to je zastonj. Taka knjiga, veste, jaz sem 30 let živel v Švici, bi bila v Švici 200-300 frankov, še enkrat 39 evrov pa pol, to je zastonj, tako rekoč. Dokaz, to sem tudi povedal, da avtorica ni hotela se to knjigo obogateti, ampak nam zapustiti to, kar so si Slaki zaslužili za vse večne čase. Če bi kdo želel knjigo, lahko dobite v muzeju Lojzeta Slaka. Gospa Anica je tam, čeprav je v pokoju, tudi kdaj pa kdaj dela zaposlena. Lahko jo dobite tudi v založništvu Slak, torej sinova od Lojzeta Slaka, na Gunceljski 10 v Ljubljani. Ali pa, če si želite, če imate pri sebi list papirja, svinčnik, si lahko zapišete telefonsko številko gospe Anice Levstik, ki pa je naslednja. 064 129 516. Franci, še enkrat. 064 129 516. Kar pokličite jo, gospa je zelo prijazna in z veseljem vam bo knjigo poslala tudi po povzetju. Zelo lepo. Evo, Franci, zdaj pa tako, nažalost se najine minutke počasi iztekajo, namenjene najnemu pogovoru, malo sva podaljšala, ampak Franci, vseeno vam pa dam zadnji del oddaje, da pozdravite vse poslušalce, poslušalke Radia Sraka, saj vem, da to zelo radi naredite. Ja, vedno znova, lepo ste dejali, da smo vse skupaj to podaljšali, tudi jaz se tistim, ki so me tako dolgo časa poslušali, mogoče opravičujem. Zagotovo sva natrosila tisoče lepih misli o tem prečudovitem ansamblu, torej ansamblu Lojzeta Slaka, tako da zdaj bojo pa prišli na vrsto tudi tisti, ki si želijo glasbenih želja. Kaj naj rečem, dragi poslušalci Radia Sraka, ostanite zdravi, to je na prvem mestu, in naj po svetu vlada mir, nič drugega. Upam si trditi, da nam v ljubljeni Sloveniji gre še kar dobro v primerjavi z drugimi, ko ob teh tegovah živijo, ko rožlja orožje. In še enkrat, naj bo srečno, zdravo in predlagam, da zaključiva ta najin pogovor s prečudovito skladbo Fani Požekove, ki smo jo tako radi poslušali jaz še kot otrok in še danes jo zadnjo noč v letu. Hvala Radiu Sraka, direktorici Božji Volk, Drago Volko, vam, spoštovani voditelj, za vse dobro, ostanite še naprej zdravi in čuvajte Srakino sobotno veselico. Srečno in lahko noč. Franci, v imenu poslušalcem vam vračam. Naj vam ta volja do slovenske ljudske glasbe, naj vam ta volja in ljubezen do slovenske prave besede ostane še dolgo let. Skupaj z zdravjem seveda in sem prepričan, še mnogokrat nasvidenje v studiu Radia Sraka.
z velikim veseljem. Vem, da bo me spremljala do konca mojih dni, saj mi lepša moje dneve. Tako je. Evo, Srečno. Še nekaj, kad gremo spat, pa bo zadnjo noč v letu. Zadnjo noč v letu so ljudje bolj mladi, vsi takrat so skupaj, ki se imajo radi. Zadnjo noč v tem letu zaplešiva v srečo, za vse dobro, kar želim, ti ni dovolj besed. A zunaj tiho, tiho pada sneg, na vrtove, na strehe, na poti. Želim si, da zodejo mehko zdaj, prekrije v novem letu vse skrbi. Je polnoč minila, je leto že preč, ga bova popila en glažek ali več. En glažek se sveti na sred te noči, zmirajte imeti, oh, ljubica ti. Je polnoč bila, sva si obljubila, da še bolj kot lani bova se ljubila. Zadnjo noč v tem letu zaplešiva v srečo, za vse dobro, kar želim, ti ni dovolj besed. A zunaj tiho, tiho pada sneg, na vrtove, na strehe, na poti. Želim si, da zodejo mehko zdaj, prekrije v novem letu vse skrbi. Na zdravje, naj ves svet živi, vsi prijatelji in ljubica ti. Želim si, da